Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pred nami drugi polčas derbija 8. kroga v tretji slovenski nogometni ligi. Sredine igrišča za ta drugi del bodo pričeli domači nogometaši, ki ta obračun igrajo v svojih tradicionalnih rdečih dresih, medtem ko gostje ta obračun igrajo v rumeno-črni športni opremi. Pred začetkom drugega dela tudi dve zamenjavi. Na strani gostov iz igre Brnik v igro Brglez, prav tako je igro zapustil Podkrajšek, okrepil pa je moštvo Damjana Flisa Jančič. Bomo videli, kaj to pomeni za ta obračun oziroma kaj lahko ti dve zamenjavi prineseta oziroma dodata v igro Zreč. Kot že rečeno, po prvem polčasu vodstvo Bistrice z 2-0 lahko rečemo povsem zasluženo. Bili so boljši skozi celoten prvi polčas, povsem nadigrali Zreče in tako v težave spravili Zrečane, medtem tudi rumeni karton za Jelenka, ki je nekoliko nešportno odreagiral v tej situaciji. Bračko jasno se zaveda, da je tukaj oziroma da že ima rumen karton. Morda bi tudi Bračko lahko v tej situaciji, vidimo, prejel le-tega in tako posledično bil izključen, a na koncu se glavni sodnik ni odločil za takšno potezo, morda najboljše za ta obračun, ki se medtem tudi nadaljuje. Korošec s predložkom iskal je Šlaka. Ribič z visoko podajo na polovico Zreč, a neuspešen. Žoga je zapustila igrišče. A kot vse kaže, se je eden izmed gostujočih nogometašev dotaknil oziroma preprečil poskus protinapada, out na koncu za Bistrico. Kovačič brez večje nevarnosti za Ravnaka. Kovačič. Rozman. Visoko so pritisnili gostje in s tem v težave spravili domače. Morda bodo tako poskušali Zrečani zmesti oziroma odvzeti ritem Bistrici. Prekršek Rozmana, preoster je bil nad Vinkovičem. Prosti strel za Zreče, ali lahko gostje v teh prvih minutah drugega dela pridejo do znižanja rezultata, kar bi vsekakor bilo dobro za ta obračun, oziroma dobili bi tekmo, bi lahko rekli, kajti zaenkrat povsem gladko in brez večjih težav potek na igrišču kontrolirajo Bistričani. Korošec na desno stran proti Pušniku.
Vinkovič je v napadu iskal Brgleza. Proti napadu gostje, Dabanović. Dabanović pametno proti Pušniku. Situacija za povišanje prednosti na 3-0 je bila tole, a še ena priložnost domačih je ostala neizkoriščena. Znova ta žoga v prostor, ki povsem ubija, bi lahko rekli, Zrečane, tokrat polegek nenatančen. Radić do Brgleza, Pušnik. Tu se kaže prekršek Ljubeca nad Vinkovičem. Še enkrat v počasnem posnetku ta situacija. Radić takoj do Vinkoviča. Pohodil ga je Ljubec in prosti strel bo pripadel Zrečam. Izvedel ga bo Radić. Brez težav za Dabanovića. Hren, Jelenko na levo stran proti Jančiču. Radić, še vedno Radić, izjemno Radić. Proti Jelenku, Jelenko s podajo v napad. S tem so želeli oziroma so si želeli priigrati kakšno priložnost v kazenskem prostoru domačih. Vidimo, da gostje po večini s temi visokimi podajami želijo zmesti domačo obrambo. Zaenkrat pa ta na vse te situacije odreagira zelo mirno, brez paničarjenja, in to je tisto, kar prinaša uspeh Bistrici. Potokar vrača Ravnaku. Potokar na desno stran do Marinška. Tokrat predložek proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Vinkovič, posredoval je Pušnik. V tem drugem delu zaenkrat Zrečani igrajo dosti bolje kot v prvem, nekako pretijo. Imamo tisti občutek, da pa morda Bistrica nima tega obračuna pod kontrolo. Jelenko iz avta, najvišji v skoku Rozman, Pušnik. Pravočasno iz obrambe Hren. Radić vrača Potokarju. Vidimo, to je tisto sedaj, da so Zrečani prevzeli pobudo. A nekaj podobnega je bilo za pričakovati glede na trenuten rezultat. Bistrica ima prednost z 2-0. Čakali bodo na svoje priložnosti sproti napadov. Korošec vrača Martinčiču, znova Korošec, Ribič. Vmešal se je Marinšek. Jelenko. Vse skupaj je na koncu z lepo podajo na desno stran razrešil Ljubec. Jančič uspešnejši od Polegeka.
Prosti strel za Zreče bo izvedel Jančič. Izbija Ljubec. Radić. Brez prekrška nad Radićem, Bračko. Rozman znova proti Bračku. Še vedno Bračko, ta v napad vključuje Ribiča. Martinčič. Znova Bračko. Ribič. Prednost pušča glavni sodnik Martinčič. Martinčič s povratno podajo do Bračka, atraktivno Bračko. Strel Pušnika z roba kazenskega prostora, žoga je zgrešila cilj, a bilo je nevarno. Mislim, da če bi ta zadela okvir vrat, tukaj vratar Ravnak enostavno ne bi imel dovolj časa za reakcijo. Prednost domačih ostaja 2-0. Polegek proti Šlaku. Tokrat Šlak ni najbolje odreagiral. Potokar proti Vinkoviču. Radić na levo stran do Jančiča. Predložek pred vrata in 2-1. Strelec zadetka Radić, ki je v igro svojem vrnil Zreče, ki so praktično iz nič prišle do tega znižanja. Še enkrat vidimo ta zadetek. Izjemno se je tukaj znašel Vinkovič. S povratno podajo našel Radića, ki je rutinirano zaključil ter znižal rezultat na 2-1 v 58. minuti. Sedaj pa imamo tekmo. Bomo videli, ali bo ta gol ponesel Zreče oziroma jim dodal nekaj energije, samozavesti za nadaljevanje, da pa morda lahko danes prvič letos odščipnejo točke Bistrici. Pušnik v bloku Radić. Bomo videli, ali bodo Bistričani padli v tempo oziroma jih bo ta zadetek zmedel, čeprav po mojem mnenju bodo Bistričani jasno na krilih teh dobrih rezultatov uspeli umiriti situacijo na terenu. Jelenko. Prekršek Radića nad Korošcem. Menjava tretja na današnjem obračunu pri Zrečah iz igre številko 6 Jelenko, v igro pa Aleš Leskovar.
Tokrat je akcijo gostov prekinil Ljubec. Zreče so hitro želeli izkoristiti ta primanjkljaj v obrambi Bistričanov, a še enkrat več so domači na miren način razrešili to situacijo. Iz avta Jančič. Znova Jančič. Zupanc. Atraktivno Radić. Iz avta bo žogo metal Pušnik. Prekršek Podgrajška in tako tudi rumeni karton za Podgrajška v 61. minuti. Korošec. Rozman, znova Ljubec z visoko podajo, najvišji v skoku Zupanc. Izbija Hren. Polegek, pred Polegekom izbija Jančič. Medtem tudi rumeni karton za enega izmed, oziroma za tehničnega vodjo Slovenske Bistrice, Primoža Kračuna. Preveč je imel zapovedati na sojenje glavnega sodnika, ta tega zagotovo ne bo dopuščal. Radić. Najvišji v skoku Brglez. Vidimo, da Brglez in Brnik sta dva tipa nogometaša, ki se ujemata oziroma ki imata enako kvaliteto. Oba sta zelo dobro v skok igri, to sta oba napadalca Zreč. Brnik je odigral prvi del, za ta drugi polčas pa je v igro vstopil Brglez. Teče 64. minuta današnjega obračuna. Ribič. Uspešnejši je bil Marinšek. Radić. Še vedno Radić. Prekršek nad Kovačičem, pametno so gostje zaostavili protinapad domačih. Morda bi to morali storiti večkrat tudi v prvem delu. Hren, napaka Hrena, vmešal se je Pušnik, na nedovoljen način ga je ustavil Podgrajšek. Podgrajšek že ima rumen karton, zato ga v tem primeru ni prejel. Videli smo že, da je sodnik Šorli segel z roko v žep oziroma mu želel pokazati rumen karton, nato pa sprevidel, da ta nogometaš že ima rumeno kazen in jasno zadnje opozorilo za tega nogometaša, preden ga bo izključil. In sedaj takoj reakcija gostujočega stratega Flisa iz igre. Številko 7 Podgrajšek, v igro pa Sebastijan Leskovar.
Prosti strel za Zreče, takoj tudi branilci v kazenski prostor na čelu z Nejcem Potokarjem. Vinkovič, Radić na desno stran, kjer se je odkrival Vinkovič. Martinčič proti Bračku, še vedno Bračko, ki je ustavil ta protinapad. Pušnik v bloku Hren. A še vedno v posesti Pušnik. Nogometaši Bistrice so v letošnji sezoni dosegli že kar 24 zadetkov, s tema dvema danes je to že 26, kar je daleč največ med vsemi klubi. Najboljši strelec moštva s 7 zadetki je Bračko, s 5 sledita Martinčič in Šlak. Prejeli so 13 rumenih kartonov, največ 2 imajo na svojem računu Kapun, Korošec, Martinčič in Pušnik. Največ minut 630 so na igrišču pred tem obračunom seveda preživeli Dabanovič, Korošec, Ribič in Rozman. Pohvalijo se lahko s tem, da so v izjemnem nizu 7 zaporednih zmag, prav tako so dosegli drugo najvišjo zmago v sezoni. Z 0:5 so ugnali Šmarje. Iz klopi je največkrat vstopil Enej Kapun 7-krat, se pravi, je na vseh preizkušnjah dobil priložnost s klopi, potem takem je pravi džoker domačega stratega. Medtem vidimo, da se znova pripravlja zamenjava oziroma da bo v igro znova prišel Kapun. Oziroma se opravičujem, v igro sedaj prihaja številko 11 Rok Horvat, iz igre pa številko 15 Šlak. Radić in Pušnik v dvoboju, v bloku Pušnik. Na koncu udarec iz kota za gostujočo zasedbo. Radić proti bližnji vratnici, kjer se je odkrival Potokar. Nevarno je bilo na to na drugi strani, a Dabanovič znova z dobro reakcijo. Obračune Bistrice si v tej sezoni ogledalo 642 gledalcev, kar jih uvršča na 4. mesto med vsemi, od tega jih je bilo 320 na domačih in 322 na gostujočih preizkušnjah. Zreče pa so v tej sezoni dosegle 11 zadetkov. Najboljši strelec moštva je Zupan Strglav, ki je dosegel 4 zadetke, s 3 mu sledi Vinkovič. Zrečani so prejeli 14 rumenih kartonov, največ 3 ima na svojem kontu Brglez, z 2 mu sledi Jelenko, Leskovar in Podkrajšek. Prejeli so tudi že en rdeč karton, dobil ga je Matic. Podkrajšek, največ minut pa je na igrišču preživel Zupan Strglav 616, podatek, s katerim pa se gostje ravno ne morejo pohvaliti, je ta, da so v 4. oziroma v 1. krogu doživeli 4. najvišji poraz v ligi. Z 0:4 so jih odpravile Cirkulane.
S klopi je največkrat vstopil Leskovar 5-krat, na obračunih Zreč pa se je zaenkrat zbralo 423 gledalcev, kar jih uvršča na skromno 11. mesto med vsemi klubi, od tega zgolj 83 na domačih in pa 340 na gostujočih obračunih. Vinković pred vrata, kjer je imel priložnost za strel nogometaš številko 9 Aleš Leskovar, a zapravil je to izjemno situacijo za izenačenje. Sedaj pa so tudi Bistričani dobili še eno opozorilo, da bodo morali strniti svoje vrste, če bodo želeli na koncu vknjižiti nove 3 točke in tako nadaljevati svoj izjemen niz rezultatov. Preoster tokrat nad Bračkom Jančič. Korošec, a previsoka podaja za vse njegove soigralce je bila to. Igra z roko Bračka. Polegek je visoko pritisnil na vratarja Ravnaka, najvišji v skoku Ljubec. Pravočasno v obrambi Pušnik. Iz avta Jančič. Uspešnejši Kovačič, out za Bistrico. Bračko, zapravil je žogo Bračko, takoj v protinapadu Zreče Radić. Radić je želel atraktivno preigrati Rozmana, na koncu priboril kot, Rozman se s tem ne strinja, mislil je, da je zadnji žogo igral Radić. Radić proti bližnji vratnici, kjer se je odkrival Brglez. Nekaj težav s krči pri domačih nogometaših. Iz avta Zupanc. Iskal je Potokarja, pravočasno Dabanović. Kovačič, uspešnejši od Jančiča.
Še vedno Kovačič na desno stran proti Polegeku, ki pa se je znašel v prepovedanem položaju in še ena priložnost oziroma lepa situacija za domače je splavala po vodi. V naslednjem 9. krogu je znova pred nami nekaj zares zanimivih in razburljivih obračunov. Zreče bodo meče prekrižale z Dravinjo, Zrečani so glede na formo in predstave v zadnjem času zagotovo manjši vlogi favorita na tistem obračunu, ki se bo odvijal v 9. kolu, a Dravinja je ekipa, ki igra po sistemu toplo-hladno, tako lahko na dober dan ogrozijo vsakega nasprotnika. Bistrica bo vlogo favorita poskušala vknjižiti na gostovanju v Dobrovcih, za ta obračun pa vsi podatki kažejo v smer Bistrice, so vodilno moštvo in vsaj zaenkrat še niso oddali niti ene same točke. Dobrovce pa se borijo za obstanek, tako bi vsaj po pravilu morala Bistrica ta obračun pripeljati v svojo korist brez večjih težav, a jasno favoriti ne zmagujejo vedno. Kovačič v zadnjem trenutku, izjemna reakcija enega izmed gostujočih nogometašev, ki je tako svoje moštvo ohranil v minimalnem zaostanku. Izjemna borbena poteza je bila to, mislim, da Jančiča, če se ne motim. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Tukaj Ljubec takoj s podajo Kovačič, oziroma to je bil Horvat. Horvat s predložkom. Na koncu Bračko pametno do Kovačiča in še res enkrat več ta izjemna reakcija Jančiča. Da zaključim prejšnjo misel, Rogaška pa bo odšla oziroma bo gostila Šmarje, še en obračun, ki izgleda že odločen pred samim začetkom. Če potegnemo črto na tega dvoboja med Rogaško in Šmarjami, bo vse razen zmaga Rogaške veliko presenečenje na tem obračunu. Spopad ekip iz spodnjega dela se bo odvijal v Celju, kjer bo Šampion gostil Videm, medtem pa še ena zamenjava v gostujočih vrstah. Iz igre mora Jančič, ki ne more nadaljevati s tem obračunom. V igro pa prihaja številko 30 Gregor Kotnik. Zamenjava tudi v domačih vrstah. V igro številko 16 Enej Kapun, iz igre Martinčič. Kot že rečeno, v naslednjem krogu bo spopad ekipi spodnjega dela lestvice potekal v Celju, kjer bo Šampion gostil Videm. Obojni še niso povsem varni pred mesti, ki vodijo v izpad oziroma v MNZ tekmovanja, zato so točke praktično nujne. To predvsem velja za Videm, a tudi prednost Šampiona ni dovolj velika za sproščeno nadaljevanje, tako lahko pričakujemo krčevit boj do zadnjega sodnikovega žvižga. V dvoboju moštev, od katerih smo letos pričakovali več, se bosta med seboj udarila Podvinci in Dravograd. Obojni si želijo višjih položajev, kot trenutno so, zato motivacije za dober rezultat zagotovo ne bo manjkalo. Obojni bodo želeli sezono preobrniti v svojo korist oziroma v željeno smer.
Korotan pa po zamenjavi na trenerski klopi igra veliko bolje. V naslednjem 9. krogu bodo Prevaljčani odšli na gostovanje v Cirkulane, ki letos vsaj zaenkrat veljajo za pozitivno presenečenje, igrajo izjemno borbeno, kar jim je po večini prineslo dobre rezultate, zato bo zanimivo videti, kako se bodo odrezali proti Korotanu. Medtem pa prosti strel za Zreče. Vidimo, da gostje še vedno vztrajajo oziroma iščejo zadetek, ki bi jim prinesel točko. Potokar, izjemna reakcija tokrat Dabanovića, ki je svoje moštvo ohranil v prednosti z 2-1. Potokar z volejem, a na koncu še enkrat več uspešnejši Dabanović. Nov udarec iz kota za Zreče, Radić, najvišji vratar domačih, ki je na miren način to žogo ujel. Bračko na koncu prekršek nad domačim vezistom. Kapun, tokrat nekoliko nespreten Kapun, golavt za vratarja Ravnaka. Najvišji v skoku Brglez. Sedaj nekaj glavometa, hitro so domači žogo postavili na tla oziroma na zelenico, kjer jim tudi najbolj ugaja oziroma preko katere igre tudi oni sami organizirajo svoje napade. Medtem ko gostje po večini s temi diagonalnimi podaji preko Potokarja s preskok igro pretijo na vrata domačih. Tokrat v bloku Potokar in udarec iz kota za Bistrico. Domačim se nikamor ne mudi, imajo željeno prednost, teče pa 84. minuta derbija 8. kroga v 3. slovenski nogometni ligi. Zaenkrat izgleda, da bo Bistrica prišla še do 8. zmage in tako 24. točke v sezoni. Kot bo izvedel Horvat. Izbija Radić. Kapun znova ni najbolje odreagiral. Vidimo, da je prišlo do manjšega nesporazuma pri tej akciji strani domačih. Iz avta Pušnik. Tokrat Kapun najvišji v skoku. Priboril je avt Kapun svojemu moštvu. Horvat. Še vedno Horvat, na koncu prekršek kapetana Hrena. Zdaj v teh zadnjih 2-3 minutah se praktično vse odvija pred kazenskim prostorom gostov. Bomo videli, ali lahko morda Bistrica pride do tretjega zadetka, s katerim bi dokončno odločili zmagovalca na tem obračunu. Prosti strel bo izvedel Pušnik. Pušnik, najvišji v skoku Bračko, a še enkrat več priložnost, ki je ostala neizkoriščena strani domačih. Poglejmo še enkrat Bračko,
mimo desne vratnice gostujočega vratarja. Še vedno imajo tako Zrečani nekaj možnosti oziroma zadnjih 5 minut, da pridejo do kakšne točke na tem obračunu. Korošec. V bloku Radić. Rumeni karton je prejel Korošec zaradi ugovarjanja glavnemu sodniku, povsem nepotrebna poteza strani domačega vezista. Zdaj ga je tudi trener poskušal umiriti tega nogometaša, jasno, nepotrebno je to sedaj v teh trenutkih, ko imajo Bistričani želen rezultat. Proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil na koncu najhitrejši Marinšek, prekršek Kovačiča. Za Zrečane, iz avta hitro Marinšek. Takoj v napad, kjer je bil najbolj spreten Leskovar, izbija Pušnik. V robu igrišča vidimo, da trener domačih pripravlja zamenjavo. V igro bo prišel številko 3. Andraž Korošec. Iz igre pa odhaja Polegek, ki je dosegel drugi zadetek za domače moštvo. Razdajal se je v napadu skozi celoten obračun, veliko pomagal tudi vezni vrsti. Sedaj pa namesto njega v igro Korošec. Potokar. Hiter protinapad oziroma poskus hitrega protinapada je bil to domačih, a na koncu prehitra podaja Bračka. Teče že 90. minuta tega obračuna. Zrečani jasno imajo željo po točki oziroma iščejo ta zadetek na 2-2. Dvojna podaja Kotnika. In Leskovarja, na koncu pa še enkrat več uspešnejši Bistričani. Kovačič. Korošec, zelo pametno, zrelo je sedaj odreagiral Korošec, na desni strani iskal Kapuna. Radić. Leskovar v samostojni akciji. Brglez.
Brglez je sam oziroma je poskusil s predložkom na oddaljenejšo vratnico, a previsoko žoga je praktično odšla čez vse nogometaše v kazenskem prostoru. Dabanović proti Bračku, izbija Hren. Hitro so domači zapravili posest. Vidimo veliko borbenosti in želje pri tako enih kot drugih. Jasno, Bistričani želijo zadržati prednost, gostje pa želijo priti do točke. Zaenkrat bolje kaže Bistrici. Protinapad je krenil Kovačič, še vedno Kovačič. Horvat na levo stran proti Ribiču. V obrambo se je vrnil Aleš Leskovar, storil prekršek in s tem znova omogočil domačim, da ukradejo še nekaj časa. Pametno je pred žogo stopil Ribič, s tem izsilil prekršek Leskovarja. Horvat proti Bračku, na koncu brez težav za Ravnaka. Korošec spodajal prostor proti Kapunu. Iz avta Brglez, takoj proti Zupancu. Ravnak. Veliko prostora ima na desni strani Kapun. Kapun s povratno podajo, kjer je bil Korošec. Omešal se je eden izmed branilcev gostov. Iz avta Korošec proti Kapunu. Zupanc je nastreljal Korošca. Še en out za Bistrico, znova Pušnik. Korošec. Pravočasno izvrat Ravnak. Vidimo, da domači pametno na ta način kradejo čas Zrečam. Še morda zadnja priložnost za Zrečane. Pravočasno izbija Korošec. Glavni sodnik je med tem odpiskal konec tega obračuna in Bistričani še do 8. zmage in 24. točke. In po zadnjem sodnikovem žvižgu neumnost Korošca, ki je imel znova nekaj pripomniti na sojenje glavnega sodnika, ki mu je pokazal rdeč karton, kar pomeni, da bo ta nogometaš odsoten na naslednji preizkušnji, kar bo zagotovo
Neugoden udarec za domačega stratega Jasno Korošec, pomemben član vezne vrste Bistrice. No, da za konec preletimo še strelce. Na teh obračunih prvi del so dobili domači z 2-0 v 7 minuti za vodstvo Bračko, na 2-0 v 28. Polegek končnih 2-1 pa je v 58. postavil Radić. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in vabljeni tudi k ogledu preostalih obračunov, ki jih bomo prenašali na naši televiziji.